Mislim, da par minut lahko za kratko razpravo, čeprav sledi občni zbor. Če ima to med publiko, ko bo vprašanje. Prosim. Zdaj vemo, če se prav spomnim, so bili draginjski dodatki različni glede na lokacijo, na kateri so se splačevali. Ali je bilo tisto, kar je v 30 letih na Ljubljani, mislim gledal, generalno znižane? Zdaj pa, če pa ni bilo generalno, ali so gledali na ker je bil višji potreben, zato da so zreducirali delovno silo, ali kaj je bilo, kaj je bilo mogoče celo v ozadju, kaj so pa želeli, je bilo to finančna kriza, kaj je to mučnosti? Draginjske dodatke so znižali zato, ker so predvidevali, da moški in ženske, pač poročeno moški in žena, živita skupaj, ne? Zato vem, da so draginjski dodatki bili različni glede na posamezna mesta, ampak v glavnem za Slovenijo mislim, da razen Ljubljane več ali manj isti. Ljubljana pa Beograd in še nekatera jugoslovanska mesta so imela malo više draginjske dodatke zaradi pač draginje v mestu, tako rekoč. Tako da, ja, zagotovo je bil potem procent predvidevan nižji glede na življenje v določenem mestu, ampak dejansko se pač znižal na račun pač tega, ker je na račun konvivence, tako bomo rekli. In gospodarske krize z letom 1930 se je to začelo, potem so pa postopoma ukinjali, ne? Pred letom 1930 pa ni bilo teh razlik. Draginjske doklade so bile različne glede na mesta, ampak ne pa glede, ali je bila neka ženska pločeja. In seveda, tako kot so podarili, so to potem različni pari poskušali zaobiti z hinjenjem ločitve. Z anonimke in disciplinske preiskave. Ja, tako da to je tudi tak zanimiv element, da se ločiš dejansko zaradi tega. Še kako vprašanje? Sicer bi jaz imela en kratek komentar na temo Karmele Kosove, kako se da pojasniti to, Karmela je odraščala v antifašistični družini, ki je težko prenašala italijansko zasedbo Primorske. Ta navdušen antisemitizem, ampak tudi podpora nacizmu, kako se da to razložiti? Kar se tiče te podpore antisemitizmu, obstaja čisto en konkreten razlog, se mi zdi, ne? Namreč Anton Kosovec se je po zasedbi Italije zaposlil, ker ni mogel več delati kot učitelj, v Assicurazioni Generali. Se pravi, to je bila tista judovska pravzaprav, filijala v Trstu, ki še danes obstaja, vemo, in bila takrat čist pod tem. Očitno je imel slabe izkušnje, ker imela nekje to omenja dejansko tudi. In tukaj izgleda, zdaj so precej radikalni izjave, ki jih tukaj ne bi razkrival, ker nima smisla, ker dejansko ta zavest ni obstajala na tej ravni, ampak to mislim, da je tisto koren tega. Jaz težje pa razumem po tem, da pač posebej zaradi tega, ker je seveda ta njen mož slikar Graber, ni sodeloval v kakšnih vojnih akcijah, ni bil vojak, kakorkoli že, je pa recimo kot slikar sodeloval leta 1943 tudi na eni razstavi na Dunaju, to je bila Junge Kunst in Deutscher Reich, ki jo je organiziral Waldorf v Širah, ki je bil, kot vemo, pač poveljnik Hitlerjugenda in kasneje v Nürnbergu obsojen kot zločinca. Seveda, kako pa človek spregleda take stvari, zato vam tukaj jaz v tem referatu, ki ga žal nisem mogel v celoti na ta način predstaviti, zaradi pomanjkanja časa, kot sem ga želel, je v bistvu več vprašanj kot je odgovorov. Če ni še kakega vprašanja, mogoče bi zaključila, da nam večkrat viri postavijo več vprašanj od tega, kar lahko odgovorimo. Hvala vsem.